Ok, v naslednjih nekaj minutah si bomo pogledali, kako naredimo profesionalen e-mail račun, spravi, info@mojadomena.com in pa kako ga povežemo z svojim Google računom. Zdaj, zakaj bi naredili to, zakaj ne bi uporabljali recimo Google Apps? Google ima neko profesionalno verzijo svojega Gmail produkta, ki pa stane 5 € na mesec na uporabnika. Zdaj, znotraj našega gostovanja imamo mi neomejeno e-mail računov, tako da v bistvu tega ne potrebujemo in lahko recimo uporabljamo to klasično rešitev, ki jo Google ponuja zastonj. Se pravi, da lahko recimo uporabljamo, njihov spam sistem, ki je razmeroma močen, vse ostale filtre, ki smo si jih že nastavili, in pa best of both worlds, da lahko uporabimo profesionalen mail, se pravi, da ne pošiljamo nekih ponudb za, Janez Novak 1996 @gmail.com, ampak da imamo, recimo ponudba @mojepodjetje.com. Ok, se pravi, prva stvar, gremo v svoje gostovanje, se pravi domena.com, pošiljnica cpanel, da se prijavimo noter. In zdaj bomo naredili v bistvu dve stvari, pa bom v bistvu na hitro povedal, zakaj. Se pravi, mi bomo v drugem koraku naredili tukaj e-mail naslov. Zdaj pa, ta e-mail naslov bo shranjeval te e-maile na strežniku. Kaj pomeni to? Je, da bo Gmail vsake, recimo pol ure pogledal, a je slučajno kakšna nova pošta. Pa če ne bo nove pošte, bo pogledal, bo pogledal 45 minut naslednjič, pa bo pogledal 1 uro naslednjič. Kaj to pomeni? Da v bistvu boste vedno čakali na maile pol ure, which is really silly. Seveda hočeš, tehnologija e-maila je to, da pride e-mail takoj in da ga takoj vidiš. Tako da prva stvar, kar bomo naredili, je, da bomo naredili preusmeritev. Tako da jaz bom kliknil tukaj na preusmeritve in bom naredil svojo prvo preusmeritev. In sicer uporabljam zdaj za tole naše vaje, bom uporabil domeno vitamini.si in bom napisal tukaj zdaj, recimo hočem imeti info@vitamini.si in bom tukaj izbral, da želim posredovati na svoj Gmail račun in kliknil na vpiši preusmeritev. Se pravi, katerakoli pošta, ki bo zdaj prišla na info@vitamini.si, bo isto sekundo preusmerjena na moj Gmail račun. Se pravi, ne bomo rabili čakati po pol ure, da Gmail pogleda, če je slučajno kakšna nova pošta, ampak jo bomo dobili v tem istem trenutku. Tako da zdaj se bom vrnil nazaj na moj cpanel in bom naredil moj prvi e-mail naslov. Se pravi, šel bom pod e-mail in pa e-mail naslovi in bom tukaj kliknil na ustvari. Se pravi, najprej bom izbral domeno vitamini.si in pa uporabniško ime. Se pravi, to je tisto pred afno, se pravi info@vitamini.si in potem bom napisal geslo. Zdaj pa, pozor, vsakič znova vam bom to povedal, tako da res ne boste pozabili tega. To je geslo, ki ga lahko poskuša vpisati cel svet. Se pravi, cel svet se lahko poskuša vpisati v vaš e-mail naslov, v vašo spletno stran, whatever, se pravi, dokler je spletna stran na internetu, je odprta za prijavo komorkoli. Tako da, absolutno, nikoli ne uporabljati gesla, ki bi bilo recimo manjše od 20 znakov. Jaz bom tukaj kliknil na zgeneriraj geslo, pa mi recimo to ni dovolj in si ga bom prelepil dvakrat, tako da bom imel to geslo recimo nastavljeno. Se pravi, to je absolutno, za naslednjih 10 let super duper varno geslo. Nikoli se ne bo zgodilo, da ga bo nekdo uganil.
vse, kar se lahko zgodi, je to, da vam pač nekdo pajsne iz računalnika, pa se potem prijavi noter. Ne. Se pravi, mislim, verjetnost, da pride do, da nekdo ugane to geslo, je nična. Ok, tole si bom zdajle samo shranil v mojo beležnico, tako da slučajno ne zgubim tega gesla in potem bom kliknil na gumbek Ustvari. Ok, torej, imam svoj prvi račun info@vitamini.si in zdaj bom kliknil tukaj na povezovanje naprav, zato da dobim tele podatke. Se pravi, to so nastavitve za poštnega odjemalca, ki jih bom jaz potreboval za to, da vpišem noter v moj Gmail račun. Ne? Torej, poglejte tukaj, ne gledati tega non-SSL, se pravi ne varne povezave, ampak želimo tole varno povezavo. Jaz si bom tole skopiral v mojo beležnico, tako da imamo oboje skupaj. Ne? V bistvu vse, kar bomo potrebovali, je tole. Ne? Se pravi dohodni strežnik in pa odhodni strežnik, predvsem odhodni strežnik, zato ker želimo v bistvu potem pošiljati, ne? Skozi ta naslov. Se pravi, želimo znotraj Gmaila imeti ta naslov kot opcijo, da pošiljamo kot ta naslov. Torej, zdaj bom šel v zavihek, kjer imam moj Gmail in potem bom šel tukaj zgoraj na desni, imam nastavitve in pa potem settings. Jaz imam v angleščini, vi imate verjetno v slovenščini, tako da pejte verjetno nastavitve. In pa potem tukaj v zavihek Accounts and Import oziroma računi in uvoz, kjer imam tole možnost, ne, Send Mail As. Zdaj pa, ne, tukaj vidite, da imam jaz kar nekaj drugih računov, ki jih želim recimo, skozi katere želim pošiljati in jaz bom tukaj kliknil na Add Another Email Address in tukaj bom vpisal moj novi email naslov in pa tole imejte obkljukano. Ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo on tretiral ta email naslov kot da ste to vi. Ne. Se pravi, pošta, ki bo prihajala, bo prišla v prejeto, pošta, ki bo poslana, bo v poslano, skratka, kadarkoli se pojavi ta email naslov med maili, ne, Gmail razume, da ste to vi, da ni to pač nek drug naslov. Ok, kliknem na naslednji korak in tukaj imam SMTP strežnik. Ne. To je bil ta odhodni strežnik, ki ga bom jaz zdaj skopiral, mail.vitamini.si v mojem imenu. Uporabniško ime je pa cel email naslov, tako da info@vitamini.si in pa geslo, ki sem si ga prej izbral. Zdaj pa, ne, tukaj imamo tole, Secured Connection using SSL, dajte izbrati in pa tukaj pri portu izberite 465, evo se bo avtomatsko celo priklopil na SSL, se pravi to so varne nastavitve, ki jih imam in bom kliknil na Add Account. Kaj se bo zdaj zgodilo, je, da bo Gmail poslal en testen mail na ta naslov, ne? Se pravi, preverjal bo v bistvu, če sem to jaz, oziroma je to mogoče slučajno kdo drug. In seveda zaradi tega, ker smo si nekaj sekund nazaj nastavili, da smo to mi, ne? Grem jaz lahko v inbox in najdem tole, ne? E-mail, opsala, še ni, počakam nekaj sekund. Evo ga, prišel je, Gmail confirmation, ne? Se pravi, on tukaj zdaj želi send mail as info@vitamini.si in tukaj imamo tole povezavo, na katero moramo klikati, da potrdimo, da želimo imeti ta račun noter. Evo, ne? Please confirm sending mail as info@vitamini.si. Kliknem še enkrat na confirm in to je to. Ne? Če grem jaz zdaj recimo v moj Gmail nazaj, imam zdaj tukaj, ne? Če kliknem na compose, tukaj možnost, moram samo še enkrat osvežiti, zato ker se je to
ker je seveda to ravno kar novo, ne. Se pravi, zdaj sem osvežil stran in tukaj imam mojo novo možnost, da pošljem pod tem e-mail naslovom. Zdaj pa, ne, se pravi, vi imate tudi možnost, ne, če želite zdaj od zdaj naprej recimo uporabljati samo še ta e-mail za vsakič, ko boste poslali, imate zdaj tukaj pod Accounts and Import možnost, ne, da najdete tale mail, ne, se pravi info@vitamini.si v mojem primeru in tukaj imate Make Default. Ne. V trenutku, ko kliknem na Make Default, vsakič, ko bom kliknil na Compose, bo ta e-mail naslov zdaj tukaj vedno, ne. Se pravi, zdaj lahko izberem svoj Gmail, če bi želel recimo poslati kot Gmail, ampak vedno ga bo poslal pod mojim novim naslovom.